Slovenije Jože Zidar. In prav Društvo športnih novinarjev je tisto, zaradi česar ustvarjamo in ima v rokah organizacijo prireditve Športnik leta, tudi letošnjega 2015. Vse od leta 1968 poteka prireditev Športnik leta zaradi tistih športnikov iz Slovenije, ki so posegli v sam svetovni vrh. Ampak ne smemo prezreti in pozabiti, morda smo krivi tudi novinarji, športna javnost, na tiste, ki prav tako 15-20 let trenirajo, se odrekajo marsičemu z voljo, energijo, a nikoli ne dosežejo medalje in ohranijo ali osvojijo 5. mesto, ki je premnogokrat skritizirano. Sprašujem vas, ozrite se na levo in desno, pomislite, kdo živi v vaši ulici, v vašem kraju, s kom hodite v službo. Ali poznate koga, ki je v katerikoli panogi, tudi nešportni, 5. na svetu ali v Evropi. Verjetno jih je bore malo ali jih sploh ni. In cenimo tudi naše športnike, ki nikoli ne uspejo zaradi spletov okoliščin doseči medalje. Vendar smo danes tukaj zaradi tistih, ki jim je to uspelo. In prav je, da si še enkrat pogledamo, kako drzni, kakovostni, vrhunski so bili v letošnjem letu 2015. Ki so kar v nekih 40% prisotni pri vseh teh nagradah, ki jih delijo športni novinarji. Ja, seveda, skozi smo prisotni, kakor se le da. Rifle, zate smo pripravili, kaj? To rdečo mito, katero sem govoril, tebi pomeri kavč. Super, to rado. Prosim, poizkusi ga. Janez Kočeva Rifle bo danes imel posebno zanimivo delo. Vsak izmed tistih, ki bo prišel, sem gor in prejel nagrado o izboru Društva športnih novinarjev, kar 131 se jih je priglasilo k določanju, objektivno, pri tem nimamo česa storiti, kdo so najboljši športniki leta 2015 v Sloveniji. Vsak izmed tistih, ki je danes tukaj, bo šel na zagovor učitelju, profesorju Janezu Kočevarju Rifletu. No in je prav, da kar začnemo z današnjo zgodbo o podeljevanju tistim, ki so se uvrstili. Imamo kategorijo deklet, fantov, najboljšo ekipo in kategorijo najboljša oziroma najbolj obetavna mlada športna osebnost v Sloveniji. Najprej pa vabim za podelitev 3. mesta pri dekletih gospodično, ki je najprej borka vseh bork, vrhunska športnica, najboljša kotarkarica vseh časov v Sloveniji, Lucija Mlinarič. Mojsterska, imenitna, navdihujoča, absolutna zmagovalka. Mina Markovič, športno plezanje. Svetovnega pokala v športnem plezanju in postavlja menike. Letos je v Šamoniju kot prva Slovenka osvojila naslov evropske prvakinje v težavnostnem plezanju in tehnicam dala vedeti, da se bodo morale pošteno potruditi, če jo želijo premagovati. Ale teden kasneje, tik pred številnimi pomembnimi tekmami, jo je ustavila poškodba gležnja. Zameglilo se mi je pred očmi, je rekla, toda trdoživa in vztrajna Ptujčanka se ni dala. In le dobra 2 tedna kasneje je v Imstu premagala steno in tekmice, stopila na najvišjo stopničko še v Stavangerju, za zaključek pa v Kranju prejela nagrado za vse bolečine. Številni gledalci v dvorani Zlata polje so stiskali pesti za 28-letno športno plezalko, ki je bila še vedno v igri za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. V steni brez večjih težav premagovala ovire in na koncu še 4. v Kranju premagala vso konkurenco ter se veselila še skupne zmage. Fenomenalen zaključek sezone, po kateri
Markovič. Kot edina Slovenka lahko pohvali s 3 pokali za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Jaz sem bolj laik v tem športu, koliko kategorij imate? To so najbolj še ena hitrostna. V bistvu imamo 3 discipline. Eno je hitrostno plezanje, kjer je postavljeno skozi ista smerica, ki tekmuje za svetovni rekord. Potem je težavnostno plezanje, s katerim se sama največ ukvarjam, kar smo tudi videli na posnetkih. In pa tekmuje se še tudi v balvanskem plezanju, to so pa nižje stence z zelo težkimi težavami, da plezati gor. V bistvu ti si prvakinja za težavnostno, pa to nima zveze s karakterjem. Upam, da ne. Koliko si bila stara, ko si se odločila, da bo to tvoje življenje plezanje? V bistvu me je pot čist tak počasi zapeljala v plezanje. Prvič sem se posrečala z njim na pri 10 letih. A že? Ja. Kje pa najrajši tekmuješ? Kjermo mesto, recimo? Tudi doma je kar najlepše, no v Kranju imam zelo lepe izkušnje. Je pa tudi po svetu baj. Še nekaj me zanima, imate med plezalci kakšne debeljuha? Ja, tudi se najdejo, no, ampak mogoče čisto v špici pa jih je malo manj. Najlepša hvala, res. Hvala ti za vse. Hvala vam. Enkrat ti čestitam, da gremo naprej. Kar izvolimo. In seveda želimo še veliko preplezanih sten, tudi naravnih mina, ne samo umetnih. In seveda nadaljujemo to, kar nosi Mina v rokah, je izdelek in pomoč umetniške livarne zborda Kamška, in sicer s tradicijo še iz davnega leta 1950. In zdaj, ko smo videli, katera je tretja najboljša športnica v Sloveniji, prav da vidimo, kdo je tretji najboljši športnik v Sloveniji pred 2015. In še enkrat s podaritveno nalogo vabim na oder Lucijo Mlinarič. Tretji uvrščen je simpatičen fant, o katerem sem kar veliko prebrala na njegovem blogu, in kot eno zanimivost je tudi ta, da ima tudi on svoj srečni par štumfov. Lahko bi rekla, lahko bi ga opisala kot skromnega, samokritičnega, determiniranega uresničitelja svojih sanj. V letošnji sezoni je v svetovnem pokalu dosegel hat-trick. Dosegel je vse, kar se je doseči dalo. Žan Košir, deskanje na snegu. Olimpijski medalji sta Žana Koširja ponesli med najboljše, a izzivov je ostalo še veliko. Pogled na zasnežene poljane ga je prevzel vedno znova, čeprav sta mu sledila trdo delo in odrekanje, cilj pa je bil le eden, povzpeti se na vrh v svetovnem pokalu. Po 2 drugih mestih na začetku sezone je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo Tržičan v svetovnem pokalu spet stal na najvišji stopnički. In novo leto je prineslo tudi to. Na njemu enem najljubših prizorišč v Bartesteinu v Avstriji, v katerem je množičen obisk Koširjevih podpornikov že kar stalnica, je pometel s konkurenco. Na ramenih navijačev je prišel do odra za zmagovalce in stopil na najvišjo stopničko. Že v naslednjih dneh ga je pot vodila v Lahta na prizorišče svetovnega prvenstva. Če je bil po izpadu v četrtfinalu paralelnega slaloma razočaran, pa je na paralelnem veleslalomu potrdil vlogo enega glavnih favoritov za odličje. Vse do velikega finala so ga tekmeci gledali v hrbet, a v dvoboju za zlato je naredil napako. Srebrom pa je v zbirko odličij dodal še tisto, ki je manjkalo svetovnega prvenstva. Tudi v nadaljevanju so bile stopničke stalnica, japonska turneja pa nova prelomnica. 2 zmagi v 2 dneh sta ga utrdili v vodstvu skupnega zaštevka in mu zagotovili mali kristalni globus v paralelnem veleslalomu, pa tudi velikega.
Piko na i izjemni sezoni je postavil na zadnji tekmi sezone, ko se je že po osmini finala veselil še malega kristalnega globusa v paralelnem slalomu. Tako je pobral vse, kar se je pobrati dalo. In po 17 letih ter Francozu Bozetoju postal prvi deskar, ki je v eni sezoni poziral s 3 globusi. Prepoznam za take, ki ne spremljajo, ki si pa šele od Sofija naprej, kaj si počel do tega? Ja, zdaj ne vem, kje si tudi zadnjih 15 let, ampak ne, ja, seveda pač je neka taka disciplina, ki mogoče ni še tako veljavljena v Sloveniji, nima take dolge zgodovine, ampak mislim, da sem jaz s temi svojimi uspehi nekako postavljen za nekaj. A je res, da med sezono ne greš nikoli frizerjo še z nekom? To preživeli, ja? Ja, to je bilo pač v lanski sezoni, ja. Zdaj sem pa videl, da je puncam bilo še tako pač, ne vem. Ja, pa si vse? Mar si gledal Masija, ker smo se vse nazaj, pa videl, da je tem bilo všeč. Kako je tako vražo, kot stalno, med tekom pa to? Ja, seveda. Mislim, da skozi vsak ta leta nekako tekmovalc spozna samega sebe, vidi, kaj mu paše in to so tisti ključni momenti, tiste svoje finese, tiste finte, ki jih imaš, ki si jim posvečaš, to je tisto, kar te dela boljše kot ostali. Ja, seveda. Kako je vrnila pač nogavice, pa ti kaj? Iste, ali kaj? Ja, vaše, seveda. Čudno sezone je zelo smrdilo. Ja. Ne, ene sezone, to že 5 leta. Hecam se. Ej, hvala ti. Ritja, to je fant, ki je osvojil vse, kar se osvojiti dan, se ti dal svoj vse. Verjetno ne bo nikoli. Žan Košer, čestitke. Zdaj pa je pred nami kategorija, ki je pravzaprav nova, sveža. Lansko leto smo jo prvič umestili v isto dvorano, torej Cankarjev dom, kategorija najbolj obetavna mlada športna oseba. Lani je to nagrado prejela atletina Maruša Mišmaš. Letos pa, če ne smem povedati, zato ker bo to podelitveno nalogo, in je tudi jaz prejela, naredila borka. Še eno borko imamo v naših vrstah z paraolimpijsko zlato medaljo leta 2004 in potem je še skoraj da ponovila z bronom. Namiznoteniška igralka Mateja Pintar. Dobro večer vsem še v mojem imenu. Veliko veselje mi je, da lahko letos, ko sama svojo kariero športno zaključujem, predam nagrado v roke nekoga, ki me, če malo pohvalim še samo sebe, spominja name pred dobrimi 10 leti, ko sem športom začenjala. Je mlad, zagrizen, neustrašen, ambiciozen, delaven in tekmuje v športni disciplini, ki tako kot moj namizni tenis morda v Sloveniji še ni med najbolj prestižnimi. Skupnega nama je tudi to, da bova, oziroma sva danes oba prvič na tem odru. Glede na njegove rezultate pa zanj verjamem in mu želim, da to ne bo zadnjič. Najbolj obetavna športna osebnost tega leta v Sloveniji je Tim Gajser. V slovenskem avtomotošportu. V svoji šele drugi polni sezoni svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MX2, v katerem nastopajo dirkači do 23. leta, je v Italiji dosegel prvo zmago, jih v celotni sezoni dodal še 4 in ob koncu uresničil otroške sanje. Pri komaj 19 letih je v domovino v majhno vas Pečke v občini Makole prinesel naslov svetovnega prvaka, prvi Slovenec v tej kategoriji. S
tem je potrdil, da je eden največjih talentov svoje generacije v tem športu. Pred tem je namreč v mladinskih konkurencah osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. V izjavah nikoli ne pozabi omeniti družine, predvsem očeta Bogomirja, trenerja, ki ga je pri 2 letih in pol posadil na motor in mu ob domači hiši pripravil progo za trening motokrosa. Timova zgodba je zgodba o izjemno trdem delu, volji in odrekanju. Na lanski zadnji dirki sezone si je huje poškodoval hrbtenico, kar nekaj časa okreval, a se letos vrnil še močnejši. Vse to so prepoznali tudi pri japonski Hondi, katere tovarniški voznik je postal in ji privozil prvi naslov svetovnega prvaka po kar 15 letih. Z njo je podpisal tudi dolgoročno pogodbo. Številni so prepričani, da bo kmalu prišel čas, ko bo krojil vrh najelitnejšega razreda v motokrosu. Koliko pokalov ima doma? Pokalov? Dejansko jih ne štejemo, ampak jih je okoli 300-400. V teh letih, koliko jih bo, ki bo špržal moja leta? To se bo trudilo, da bo čim več. Še to me zanima, a si preštel, koga si že padil? To ne našteje, zaradi tega, ker večinoma vsaki trening je kaki mali padec, tako da je kar veliko. A super. Kakšen je bil pa tudi ta lansko leto do najhujši? Ja, lani je bilo najboljše, ko sem si zlal hrbtenico. Še to, kakšen je odnos med očetom in sinom, če je obenem trener? A te tepe kaj? Ja, je poseben odnos, ker večinoma v športah, ne vem, v motokrosih, je veliko tudi profesionalnih motokrosistov, ki pridejo na vrh, je bil vedno oče zraven, tako da v tem športu je kar tradicionalno. Še nekaj me zanima, zamenil si KTM za Hondo. Koliko milijončkov je padel? Dobro. Ok, hvala lepa. In ker je v Sloveniji najbolj obetaven, lahko tudi rečemo, ker je svetovni prvak enih let, tudi najbolj obetaven na svetu. Čestitke Tim Geiser. Zdaj pa glasbena točka, ki si zasluži tudi zlato medaljo. Zaradi tega, ker je gospodična prodala vse karte, to, ker je v Sloveniji izjemno težko. Svojo glasbeno skupino in svojo plesno skupino. Tanja Žagar. Je bogata, kot plesna, kot glasbena skupina. Zdaj pa je na vrsti en dober namen in sicer krem de la krem slovenske športne organizacije, zagotovo Olimpijski komite Slovenije. Leta je letos uredil in ustanovil fundacijo za financiranje mladih športnikov, tistih, ki prihajajo iz finančno šibkejših okolij. Zakaj? Enostavno zato, ker je šport drag, da ne bi 20-19-letni talenti se spraševali, ali se sploh splača nadaljevati, da bi ta fundacija vendarle razbremenila starše, klube, da bi mladi slovenski talentirani športniki lahko nemoteno trenirali in da bi se lahko nemoteno udejstvovali tekmovanje. Naprošam vas, da pomagate preko te fundacije mladim športnikom in pošljete na 1919 besedo OKS, torej OKS, s čimer boste donirali 1 evro. Zdaj po tem trenutku, zaradi letošnjih uspehov in tudi tistih, ki so se letos odločili, da ne bodo več tekmovali oziroma da bodo prenehali z aktivnim ukvarjanjem s profesionalnim športom. Vabim na oder predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, gospoda Bogdana Gabrovca in podpredsednika enega najboljših športnikov vseh časov v Sloveniji, Iztoka Čopa. Namreč Olimpijski komite Slovenije je in seveda še vedno pozorno spremlja vse, kar se odvija v slovenskem športu. Dobrodošla na oder Galusove dvorane, kajti veliko je bilo rezultatov. Tisti, ki so uspeli na mednarodni športni sceni, svetovnih evropskih prvenstvih priti do medalje in dosegli svetovni rekord, ker pa seveda zdaj Olimpijske igre v letošnji sezoni so aktualne, 4. do 6. mesto Olimpijskih iger, bodo dobili posebna priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije. In kar pogledamo, kdo so ti in seveda tudi njihovi trenerji. Tina Trstenjak, judoistka in njen trener Marjan Fabijan. Tine in Marjana Fabijana danes ni tu.
Tina Maze in njen trener Andrea Massi. Jakob Fahrt, Miloš Velepec, danes Titu, Filip Flisar, violoistka Ana-Marie Belenšek in Marjan Faljan, kanoist Benjamin Savšek in njegov trener Jože Vidmar. Žan Košir, jadralec Vasilij Žbogar in njegov trener Jure Žbogar. Še deskar bo z nami Rok Marguč in Medod Marguč. Deskar Dinkin Ravnjak in Mateusz Pristalec. Gimnastičarka Teja Delak in Andrej Maulič. Telovadec Žiga Šilc in Sebastian Piletič. Ter Peter Kauser, mlajši in Peter Kauser, starejši. Moramo priznati, takšnega cveta vrhunskega športa že dolgo nismo imeli na kaj 10 kvadratnih metrih. Istočasno pa se je Olimpijski komitej Slovenije spomnil tudi tistih, ki so žal, ker ne bomo več trepetali, za njih navijali in stiskali pesti, letos odločili, da ne bodo več se ukvarjali s profesionalnim športom. Pa poglejmo, kdo so danes z nami. Mateja Pintar. Mateja ostala še na odru, da ne do zadnja predaja. Prva borka, potem druga naša borka, Lucija Mlinarič. Telovadec Mitja Petkovšek. In dolgoletni hokejski kapetan Tomaž Razingar. Še enkrat lahko ponovimo, kriteriji Olimpijskega komiteja Slovenije, s temi priznani, če seveda izpustimo upokojene naše športnike, za doseženo 1. do 3. mesto na svetovnem prvenstvu v olimpijski disciplini absolutni konkurenci ali dosežen svetovni rekord, za doseženo 1. mesto v končni vrstitvi, torej seštevka svetovnega pokala, 4. do 6. mesto na olimpijskih igrah in za osvojeno medaljo na paraolimpijskih igrah. To so kriteriji Olimpijskega komiteja Slovenija. Še enkrat nagradimo z aplavzom slovensko športno elito. In seveda pogledali s tisto čop, ki pravzaprav natančno ve, kako je v enem danem trenutku prekiniti eno življenje in ga zamenjati z drugim življenjem. Hvala lepa, nadaljujemo za našo prireditvo, še en aplavz si zaslužijo prav gotovo vsi. Čestitke, verjamem in upam, da boste prinesli še veliko medalj po letu 2016. S prireditvijo športnih leta 2015 hitro nadaljujemo ob tem zelo pomembnem dogodku in tudi za dober namen Olimpijskega komiteja Slovenije. Še enkrat spomnim, Fundacija za financiranje športnikov, ki prihajajo iz finančno šibkejših okolij, dajmo jim pomagati, 1919, beseda OKS. Drugo mesto, najprej ženska kategorija, katera punca si je prisvojila oziroma pustila dovolj velik pečat slovenskih športnih novinarjev. Tega vam jaz ne bom povedal, pač pa vam bom povedal eden najboljših slovenskih telovadcev, ki je imel drugi dom na Bragni, Mitja Petkovšek. Doletela me je izjemna čast, da to nagrado podelim
superšportnici, ki v tem trenutku osvaja kolajne na Japonskem. In ker sam vem, kako pomembna je družina v karieri vrhunskega športnika, mi je v veselje, da to nagrado lahko podelim staršem naše super šampionke, svetovne prvakinje, judoistke Tine Trstenjak. Letna Celjanka je avgusta postavila nov mejnik v slovenskem judu. Še nikoli prej ni noben slovenski judoist stal na najvišji stopnički in poslušal himne za naslov svetovnega prvaka. Tini je v Astani uspela v izjemnem slogu. Po 4 zaporednih zmagah, ki je v finalu na tatamiju nasproti stala branilka naslova svetovne prvakinje, Francozinja Clarisse Abrenenou. Brez spoštovanja jo je varovanka Marjana Fabjana že po dobri minuti boja vrgla na hrbet, za na koncu zmagoviti bazari. Komplet medalj z največjih tekmovanj sezone je bil tako dopolnjen. Trstenjakova je že junija na prvih evropskih igrah, ki so v judu štele kot evropsko prvenstvo, postala podprvakinja stare celine med posameznicami, dodala pa je tudi velik delež v bronasti medalji ženske reprezentance na ekipnem delu evropskega prvenstva. V ženski kategoriji do 63 kg, ki jo zaradi uspehov njene predhodnice Urške Žolnir pogosto imenujemo kar slovenska kategorija, je Tina Trstenjak trenutno daleč najboljša tekmovalka na svetu. Na svetovni jakostni lestvici je v letošnjem letu z odličnimi borbami prevzela vodstvo in še vedno zaseda prepričljivo prvo mesto. Oktobra je zmagala tudi na enem najbolj spektakularnih turnirjev na svetu. V finalu tekmovanja za Grand Slam v Parizu je pred tribunami polne dvorane Bercy premagala Nizozemko Jules Franzen. Zdaj ni več turnirja na svetu, na katerem še ne bi zmagala. V letošnjem letu ključne rezultate bi lahko bilo sploh boljše? Ja, lahko bi bilo, ko sem zgubila, da ne bi. Ampak drugače pa bilo lepo leto, pač, ampak upam še na boljše, ali pa da se ponovili. Velikokrat rečete, da greste tekmo po tekmo, ampak tekme na svetovnem prvenstvu so bile zagotovo nekaj posebnega. Poskrbeli ste za en pomemben mejnik slovenskega juda. Kako se zdaj spomnite, recimo, ob koncu leta svetovnega prvenstva? Ja, jaz sem zelo zadovoljna, sem vesela, da je meni uspel to biti pač prvi slovenski, pač prvi judistki. Sem zelo vesela, ampak jaz bom potem še delala potem po olimpijadi, pač koliko bo vsega konec, ki se zelo ne spomnimo še s tem opremljevati, to pač moramo gledati naprej za tekme, pač pripraviti. Tina, če nekako povzameva leto 2015, kako bi ga ocenili? 4+. Dobro, minus 5, ajde, ker nekaj se gubila na eni tekmi na Evropskem, sem pa druga, tako da, če bi vse pa se zmagala, bi bila čista petica. Izjemna borka Tina Trstenjak in izjemen trener po tekočem traku bila svetovne prvakinje, olimpijske prvakinje Marjan Fabjan. Drugo mesto nas še čaka pri fantih. Kdo bo letos slovenski podprvak v kategoriji najšportnik leta 2015? In še enkrat bomo to podelitveno nalogo dali enostavno komu drugemu kot Mitji Petkovškovu. Nagrada gre izjemnemu športniku, ki smo ga telovadci imeli priložnost opazovati na treningih poletnih z nami trenerov in smo se od njega lahko učili profesionalnega odnosa do športa. V tem trenutku še išče formo na snegu, zato ga danes ni med nami, dame in gospodje, svetovni prvak Jakov Fak. Prejšnja sezona nova najboljša v karieri. V njenem zadnjem delu se je na najvišjo stopničko tekem svetovnega pokala povzpel 3-krat.
Dva nastopa na Češkem in predvsem tisti na povsem zadnji preizkušnji sezone v Rusiji so bili na meji popolnosti. Nagrada? 3. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Najgloblji poklon si zasluži za predstavo, ki jo je uprizoril 15. marca, zadnji dan svetovnega prvenstva na Finskem. Na tekmo s skupinskim startom se je podalo le 30 najboljših biatloncev na svetu. Bil je edini od favoritov, ki še ni posegel po kolajni. Pritisk je bil razumljivo velik, a Jakob Fak je rojen za takšne tekme. Na prvih 2 strelskih postankih je bil brezhiben, potem pa napaka v streljanju stoje. A naslednji krog je bil dovolj dolg, da je še pred zadnjim strelskim nastopom ujel najboljše. Osmerica v ospredju je istočasno stopila na strelske preproge. Nekaj sekund kasneje, pred vstopom v zadnji krog, se je razpolovila. Jakob Fak je bil med tistimi, ki so ohranili možnosti za kolajno, a tistega dne se ne bi zadovoljil z nobeno drugo kot le zlato. Z izjemnim tekom je dal Moravcu, Veju in Bjorandanu malo vedeti, da v tistem trenutku ni močnejšega biatlonca na svetu. Ta medalja je bila 6. v karieri šampiona, že drugič je imela zlatopis. Zaradi slabšega začetka sezone Jakob Fak intenzivno išče formo, kot je dejal Mika Detkovšek, čeprav jaz ga razumem, zakaj ga tukaj ni vsak. Če bi prišel vsak, bi gledal, ali bo zadev tisto tarčo ali ne. Pa ko vse, ne škoda, ker ga ni videl. Vse je bil bližte, sam je pa je vrata. No, jaz mislim, da bo Jakob Fak prav gotovo, ker ga poznamo, rojen za velike tekme dokazal svoj prav in se vrnil med svetovno elito. Jaz sem pripričan. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, ljubitelji športa in naši podporniki prebite športnik leta 2015. Zdaj bomo priča nastopu skupini, ki je pa absolutno zaslužila zlato medaljo, kajti fantje so prodali čisto vse karte v največji slovenski dvorani. Jaz še nisem mogel dobiti. Jaz tudi ne, zato so pa zdaj v prvi vrsti. Bigfoot mama! Čestitke Bigfoot mama. Smo pa zapravo nekaj metrov pred ciljno črto, imamo še 3 kategorije in seveda sledi krem de la krem letošnjega leta 2015. Videli bomo, katera je najlepša, najboljša, najbolj uspešna, pustimo predelnike, športnica v letošnjem letu. Podelil pa bo nekdo, ki je v vsakem dvoboju začutil bitje srca 2 milijona Slovencev. Nekdo, ki je pokazal, da se da uspeti v športu, ki ni pisan na kožo Slovenca. In nekdo, ki je pred 3-4 leti demonstracijo pokazal tu, kaj počne vsak dan in ste mu vrnili na svoj način. Z nami je boksarski šampion Dejan Zavec. Dober večer, spoštovane športnice in športniki, seveda vsi navzoči. Rekli mi so, da naj se pripravim oziroma naj nekaj povem. Ampak pozabili smo 14 dni nazaj približno, upam, da ste gledali, vsaj upam, videli ste, kaj se je zgodilo. Tako da sem si pozabil pripraviti. Pravzaprav skoraj da vse sem pozabil, skoraj da brez navigacije ne prihajamo domov, tudi to še slabše je. Ampak edinega imena, ki nekako ne morem pozabiti in je pravzaprav edinstveno v svoji disciplini in pa, bom rekel, privilegij izreči njeno ime. Kdo to znaš? Aha. To je ena in edina Tina Maze. Na progi ujeda v River Creeku pa izjemna smukaška predstava. Najhitrejši
najhitrejša pri vseh merjenjih vmesnega časa, na koncu pa za tako sladki 200 boljša od Ane Feniger. In drugi zapored je na velikem tekmovanju po smukaški tekmi donela zdravnica. Naša šampionka je osvojila še eno zlato medaljo. Po zmagi v alpski kombinaciji je rekla, da bi bilo pravzaprav kar smešno, če je ne bi. A ni bila zato na odru za zmagovalke nič manj nasmejana. Če temu prištejemo še srebrno odličje v superveleslalomu, na tisti tekmi je le za 300 zaostala za Ano Feniger, je njenih kolaj na svetovnih prvenstvih že 9, skupaj z olimpijskimi igrami pa 13, 6 zlatih in 7 srebrnih. Na 5 zaporednih velikih tekmah je osvojila vsaj po 2 medalji. Težko najdemo nove presežnike za njene dosežke. Ob koncu sezone smo gledali še veličasten zaključek boja za veliki kristalni globus med Mazejevo in Fenigerjevo. Odločala je zadnja tekma, veleslalom v Meribelu. Tina Maze je zasedla 3. mesto, Ana Feniger 1. In tako je bila Tina v skupnem seštevku 2. Sezono svetovnega pokala je končala s 13 uvrstitvami na stopničke, od tega so v njeni statistiki 3 zmage v 3 različnih disciplinah. Zate smo se posebej izdelitev Sem ravno rekla prej, da se ga točno takega spominjam iz otroških let. No, pa sem spomnil, ni bilo tako sivo. Ja, ampak šal je bil tak. Veš kaj me zanima? A si se že umirila? A si se sprijaznila z mirnim življenjem, brez adrenalina, brez treme, brez živčnosti, brez drame, brez cirkusa? A je že v redu, ali te še razdiguje? Ne, v bistvu sem se kar mogoče od začetka celo malo preveč umirila, zdaj sem počasi začela malo v pogon spravljati, ampak ja, ne, je užitek biti na športniku leta in dejansko veš, da si tu ga doživljaš v polnosti, da ne rabiš že drug dan iti naprej in je vedno nekaj. Ja. Ampak mene vseeno zanima, kaj bo to smučarija? Vse gre naprej, ampak a ste res sam ti pa Ana Feniger sposobni Lindsey Vonn premagovati? Kako je to? To bo čisti naučen. Ne, jaz mislim, da nisva sam, mislim, jasno, pred parimi dnevi sem se malo norčevala na ta račun, ampak dejansko izgledalo tako, da Lindsey ima absolutno premoč in da je nobena ni blizu, ampak Lake Louise je dejansko njen kraj in mislim, da takoj, ko bo šla na druge terene, bo ta razlika bistveno manjša. A veš kaj, zdaj boš diplomirala, ne? A boš res učiteljica ratala? A je to tvoja naslednja pot? Ne vem, moj cilj je prvo ta, da dokončam študij. No to je jasno. Lej, ti si 6-krat si že tale naša najboljša športnica, tako da jaz sem prepričan, da si ti ženska 1000 talentov. Recimo, če ne bi bila smučarka, v čem bi še lahko zmagovala v življenju? Glede na to, da sem res en športni tip, imam rada šport, je bila to odbojka. Pogovarjala to odbojka je bila meni vedno pri srcu. Zadnje čase poznam tudi druge športe, kot je plezanje in windsurf, da vse to me je res blizu in ne vem, mogoče bi bila plesavka, ne vem. Mogoče. Za nekatere stvari še ni prepozno. Ne še, brez skrbi. In prepričan sem, da bi bila v vseh teh zadevah lahko svetovna prvakinja in najbrž tudi boš. Hvala ti. Težko, ampak hvala. Tina Maze, mislim, da so takole najboljši Sloveniji, ki pripopajo mnoge različne pridevnike in videli bomo, kar vse bodo pripopali najboljšemu športniku v Sloveniji. In letega, skoraj da smo pred ciljno črto, bo ponovno podelil priznanje kdo drug kot naš veliki šampion, Ptujčan Dejan Zavec.
pesem. Presežem, prečital sem, ampak ne gre. Tudi njegovo ime je zelo podobno, oziroma tako nekako skoči, kdaj hoče, kje hoče, koliko daleč hoče. Mislim, da ni neznamka, oziroma naš zlati Peter Prevc. Prevc je v novo sezono priletel na krilih izjemno uspešne olimpijske zime in že na uvodnih tekmah s stisnjeno pestjo dal vedeti, kako resno namerava krojiti vrh v svetovnem pokalu. Do novoletnega vrhunca je nabral kico lepih konstantnih rezultatov, zato je lahko pogled samozavestno usmeril proti prestižnemu orlu. Ta se bo na koncu sicer izmuznil, a v skupnem seštevku turneje je skakalec iz Dolenje vasi končal med najboljšo trojico. Nato so njegova mirnost, trdnost in potrpežljivost še bolj prišle do izraza. V deželi vstajajočega sonca je pričakal prvo sladko zmago v sezoni, a še slajše je bilo nadaljevanje. Februarja je Vikersund gostil neustrašne letalce. Naš junak je na noge dvignil ves skakalni svet, sebi pa pričaral najlepše sekunde v zraku. Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa, 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prevca, 250 metrov in zmaga v Vikersundu. Nov mejnik je padal v svetovnem letenju. Dosežek je bil tako veličasten, da z njim ni ubil le 2 muh na en mah, ampak kar 3. Ob rekordu in zmagi je namreč oblekal še rumeno majico in razplamtel se je epski dvoboj za veliki kristalni globus. Ta se je končal v planici, ki je pokala po šivih in bila v 3 dneh priča 3 slovenskim zmagam. Prvo je dosegel Prevc, ki je poletel do planiškega rekorda. Za popolnost pri 248,5 metrih je prejel 5 dvajsetic. Zaostanek za Freundom v skupnem seštevku je krepko zmanjšal. Navdušenje pod prenovljeno velikanko se sploh še ni poleglo, ko je sledilo novo veselje, 4-kratno. Saj je svojo moč spet pokazal ekipni duh, ki ga že več let krepi Goran Janus s pomočniki. Na vrsti je bila le še zadnja tekma sezone, ponudila je neverjeten razplet. Zdravnica je zaigrala v čast Juriju Tepešu, Prevc je bil drugi, Freund 7. 1729 zbranih točk v sezoni pa se je izpisala tako pri enem kot pri drugem. A zaradi več zmag je globus osvojil Nemec. Dvomov o najboljšem letalcu sezone pa ni bilo. Lovorika je pripadla gospodu 250. Slovenski športnik leta, pa še niso svoj svetovnega pokala. Petrka je bil pa sam 2-krat, pa ga je, kako to pride. Jaz vem. No pa povej. Frizuri. On se ni kot daljša frizura, pa daljša spaka. Ja, ne vem, kako to se ta globa še ni prpelo, ampak pride. Ampak to je kaj, zdaj boste zmagali, škoda je več. En Prevc pa že prišel. Letos. A je že bilo kdaj v svetovnem pokalu, da so bili 3 bratje naenkrat skakali? 3 mislim, da še nikoli, 2 že sigurno. 3 pa še čakam. A ima ti mogoče kakšnega še vzad skrinjo? Ja, zdaj sem nobenega več. Ja, ampak punce morajo tudi skakati, ali imajo lahko kakšen drug šport? Punce lahko zberejo, kar hoče. Opa, ja, da boste razvedili, tako če bo kaj drugega se spomnili. Zdaj mi povej, kje je naslednja tekma? Naslednja tekma je v Rusiji. V Rusiji? Ja. Za naslednji? Ta vikend bomo pride, ja. Že? Včeraj smo prišli, jutri gremo naprej in tako zdaj nekako poteka. Prišli ste samo za ljudi? Samo za ljudi. To je pa že novoletna turneja, to moš pa letos zmagati. Ok.
Najstarejši iz Prevčevega Krana, Peter Prevc, najboljši športnik Slovenije 2015. In na koncu, na prelitvi športnih leta 2015, tudi v Cankarjevem domu sledi samo še ena kategorija. Ena kategorija, ki se ji reče najbolj športna ekipa Slovenije. In za njo smo na oder povabili nekoga, ki natanko ve, kaj je ekipno vzdušje, ki natanko ve slogan eden za vse, vsi za enega. Z nami je dolgoletni kapetan hokejske reprezentance Tomaž Razingar. Dober večer, da sem skupaj počaščen in vesel sem, da sem v taki družbi lahko danes. Da je naprej umel, da ima majhne težave s spominom. Jaz se pa se srečujem z drugačnimi, ker sem v penzionu, razumem babice in detke, nimam časa za nobeno stvar več, tako da je velika težava. Ampak oktobra sem pa imel čas in veliko veselje in vas spremljati pred televizijo naše odbojkarje. Bili so fenomenalni, dihali eden za druga, se uvrstili v finale Evropskega prvenstva, tako da z veseljem sporočam, da je ekipa leta odbojkarska reprezentanca Slovenije. Italijanski strokovnjak, ki je prevzel mesto selektorja, se je zavedal kakovosti slovenskih igralcev, a vseeno opozarjal, da za uspehe potrebuje čas. Nejeverni Tomaži so, čeprav se je ekipa uvrstila na Evropsko prvenstvo, zmajevali z glavo, ko reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah proti Portugalski ni prikazala bleščeče igre. Kritikov je bilo že precej manj, ko so fantje osvojili Evropsko ligo, ko so družno na zmagovalnem odru zapeli Zdravljico, takrat je bilo jasno, da se počasi, a vztrajno rešujejo spon preteklosti, da postajajo ekipa. Tiho so odšli na prvenstvo v Bolgarijo, pravo kakovost pa pokazali v odločilnem drugem delu tekmovanja. Nizozemce so odpihnili kot za šalo, v četrtfinalu proti Poljakom pa pokazali, da so končno dozoreli. Ni bilo več strahu in znakov predaje v njihovih očeh. Preobrnili so zaostanek v odločilnem nizu in zasluženo stekli polfinalu naproti. Polfinalu, v katerem so jih čakali selektorjevi rojaki. Eden najboljših v italijanskem dresu, Ivan Zajcev, je po srečanju le namočno rekel: nič nam ni bilo jasno. Naši pa so po zmagi in uvrstitvi v finale sijali od sreče. Presrečni smo, verjeli smo, da nam lahko uspe. Mislim, da danes težko govorje na zaustavu. Finalna tekma je sicer prinesla poraz proti eni najboljših ekip na svetu v Franciji. Na obrazih odbojkarjev je bilo kljub zgodovinskemu uspehu opaziti razočaranje, a že po prespani noči so ga zamenjali nasmehi in solze sreče. Ekipo na čelu z najboljšim sprejemalcem prvenstva, kapetanom Tinetom Turnautom in selektorjem, ki je stvari v izbrani vrsti znal postaviti na pravo mesto Andrejo Džanijem, je doma čakal prisrčen sprejem. In takrat so se fantje zavedali, kaj jim je uspelo. Kot šele druga slovenska ekipa so na Evropskem prvenstvu osvojili medaljo, srebrno, a zlatim sijajem. Pred kratkim ste prišali na omenjek v slovenski odbojki. A že imate nov sedež Odbojkarske zveze Slovenije, imate že nove avte, imate že nove kreditne kartice polne? Moram reči, da nič od tega, s tem sedežem smo zadovoljni, kreditne kartice sicer imamo daleč od tega, da so polne, ampak zaenkrat smo s tem, kar imamo, popolnoma zadovoljni. Ja, me zanima, kakšna je skrivnost, da ste začeli kar na kratko dobro igrati?
Mislim, kar naenkrat, to ne gre tako. Vem, da ste se nekaj učili, ampak v moje najbolj je pomagati, ker ste se naučili po italijanski klet. Ne vem, vse je bilo, nekako se je poklopilo, no. Ekipa je stopila skupaj in res smo odigrali fenomenalno. Trening, kletvice, vse je šlo. Vse je šlo. Zdaj mi povej, kako je bilo pa takrat, ko si zamudil na trening, ker smo šli prepozno, ker si bil seveda drujen, revček, ljudi splikal, ne. Kako zgleda ta krst? Ker sem slišal, da je bil en krst, a boli? Ja, brutalen je. A je brutalen? Kakšen je to približno? Ja, igralci se malo sprostijo na tabo, malo dobiš čevlo poriti in to je to. Fino. To je tako, kakšna gorenjska šteluga. Ja, tako nekako. Ja, se je moč malo fasa. Predsednik, imam še vprašanje, a je takle rezultat enkrat fenomenalen, a je zadost, a mislite, da je zadost, da se bo mladina začela zanimati za odbojko, da bo začeli trenirati, da bo to rado en popularni šport, kot je? Torej, težko reči, če je to zdaj ravno zadost, zagotovo je pa izjemno veliko. Mi se morda v tistih 12 dneh v Bolgariji niti nismo prav zavedali, kakšno euforijo je odbojka povzročila, oziroma kakšno euforijo so fantje povzročili tukaj v Sloveniji. Ko smo se vrnili, smo videli, kaj resnično smo se skupaj dosegli takrat, šele ko smo nekako v živo doživeli navdušenje vse te naše slovenske športne javnosti, nam je bilo jasno in če se je del tega seveda preneslo na mlade, potem za odbojko v prihodnje ni skrbeti. Upamo, da se bo, ne? Zagotovo se bo. Tudi spreši še pride. En mečko vprašanje, Jan, vsi tvoji kolegi igrajo v tujini, ne? Edin ti si pri nas doma. Je to zaradi mamice pa goveješ v celem delu, ali ti drugi? Ne, nekako sem se odločil, da bom prvo končal faks, pa sem bom po svetu malo bolj resno športu in dober izgovor. Hvala. Čestitke še enkrat slovenski odbojkarski reprezentanci, ki je s tem rezultatom izenačila najboljšo ekipno slovensko vrstitev z rokometaši leta 2004, ko so bili ravno tako finalisti na domačem prvenstvu. Spoštovane dame in gospodje, ob koncu le še tole. Hvala lepa ambasadorima Janiju Klemenčiču in Birgiti Bukovec za tole obvestilo. 30. decembra bo na Bledu verjetno postavljeno svetovni rekord, kajti 5500 ljudi, tudi s tem obvestilom, naj bi obkrožilo Blejsko jezero in se s tem upisalo v knjigo rekordov. Takrat bo predstavljena tudi olimpijska reprezentanca Rio 2016. Ljudno vabljeni, ob koncu, ko so skupaj z Rifleta in Šekom stopili čez ciljno črto. Rifle, zasluži si legenda in velik aplavz, hvala lepa, ker si se odzval in prišel v športno jato, čestitke. Hvala lepa, ker ste bili z nami, hvala lepa, ker ste nas podprli in spremljali na prireditvi 2015. Tako se vede, čau, čau.